Zakon o izenačevanju možnosti invalidov gre v realizacijo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potrdilo pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki daje gluhim, naglušnim in gluhoslepim pravico do uveljavljanja subvencije za tehnične pripomočke. Mi smo zelo veseli, ne, da nam je uspelo ta pravilnik pravzaprav v letošnjem letu realizirati. Ne gre toliko samo za pravilnik, ker pravzaprav za finančna sredstva, ki so v ozadju. Vem, da se je dolgo časa čakali na te pravice, ki so nujno potrebne za to, da se lahko se vključuje v družbo. Tako da jaz upam, da smo tle ta napor pač vložili in da bomo s tem zadovoljili tudi gluhe in naglušne, da bodo se lažje lahko vključevali v življenje. Do tehničnih pripomočkov so upravičene tiste osebe, ki imajo najmanj 80% izgube sluha po Fowlerju, in gluhoslepe osebe, ki imajo od 1. do 5. kategorije slepote ali slabovidnosti in najmanj 50% izgube sluha po Fowlerju. Pogoj je še, da so državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Upravičenci morajo izpolniti vlogo, ki jo dobijo na upravni enoti prebivališča ali na e-upravi, kjer jo lahko natisnejo. V vlogi izpolnijo ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in EMŠO. Poglejmo si, kakšen je postopek pridobivanja pravic do tehničnih pripomočkov. V vlogi upravičenec opredeli, katere tehnične pripomočke želi uveljavljati. Na listi je 14 tehničnih pripomočkov, in sicer: elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon, sistem FM ali sistem FM prilagojen za osebe s polževim vsadkom, indukcijska zanka za televizijo, vibracijska zapestna ročna ura, telefonski aparat z ojačevalcem, svetlobni zvočni indikator budilka ali vibracijska budilka, baterije za polžev vsadek, mobilni telefon oziroma tablični računalnik oziroma prenosni osebni računalnik. Upravičenec do tehničnih pripomočkov lahko izbere enega od teh.
Vlogi je potrebno priložiti še izvid otorinolaringologa oziroma okulista v primeru gluhoslepote, lahko tudi še odločbo ZPIZ-a o invalidnosti. Za pridobitev sistema FF morajo uporabniki slušnega aparata ali polževega vsadka vlogi priložiti še potrdilo o zaključenem osnovnošolskem šolanju. V primeru, da vrednost pripomočka presega 500 evrov, kot v primeru sistema FM za osebe s polževim vsadkom, je vlogi treba priložiti še izvedensko mnenje. Za komunikacijska sredstva, mobitel, tablični računalnik ali prenosni računalnik je treba priložiti fotokopijo izkaznice o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika, gluhoslepi pa potrdilo Društva gluhoslepih Slovenije Dlan. Prejemniki denarne socialne pomoči priložijo še odločbo o prejemanju le-teh, kar jim omogoča brezplačne tehnične pripomočke. Izpolnjena in podpisana vloga se nato odda na uprave enote v kraju, kjer upravičenec prebiva. Upravna enota nato pošlje upravičencu odločbo z vrednotnico, s katero lahko obišče eno od pooblaščenih trgovin in nabavi tehnični pripomoček. Upravičencem pripada 100 oziroma 85% zneska vrednosti tehničnega pripomočka. Prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni do 100% sofinanciranja tehničnih pripomočkov. V primeru, da upravičenec želi dražje tehnične pripomočke, mora sam doplačati razliko. Vrednotnico morajo upravičenci unovčiti najkasneje v roku 1 leta od izdaje. Upravičenci lahko z liste tehničnih pripomočkov izberejo vse pripomočke. Izjema so tehnični pripomočki za komunikacijo, med katerimi lahko izberejo le enega izmed njih, torej računalnik ali mobitel ali tablični računalnik. Trajnostna doba tehničnih pripomočkov je različna, in sicer od 5, 6 in 10 let. Po pretečeni dobi lahko upravičenci ponovno uveljavijo pravico za isti tehnični pripomoček. Doba trajanja začne teči od dneva prevzema tehničnega pripomočka.